Podobe znanja. Ste vedeli, da je beseda ptica nekoč najverjetneje pomenila majhno žival, mladiča ali otroka? Ali da je beseda lipa pomensko pravzaprav povezana z maščobo, saj etimološko izhaja iz istega indoevropskega korena, iz katerega je v slovenščino po več ovinkih prišla tujka lipit? Vse to so uvidi, ki nam jih ponuja monumentalni, neskončno fascinantni slovenski etimološki slovar, ki ga je že pred leti pripravil jezikoslovec in slovenist, eden letošnjih prejemnikov Zoisove nagrade za vrhunske znanstvene dosežke, akademik profesor dr. Marko Snoj. Prav po zaslugi tega slovarja akademika Snoja, sicer raziskovalca na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ter predavatelja na ljubljanski filozofski fakulteti, razmeroma dobro pozna tudi širša javnost. Je pa k temu slej ko prej treba dostaviti, da se najbrž zavedamo samo njegovega dela v polju etimologije, čeprav njegova znanstvena zvedavost v resnici sega še na številna druga področja, od preučevanja besedišča, ki ga je v 18. stoletju uporabljal Marko Pohlin, do gramatikalne analize medmetov, skoraj gotovo ene najbolj nenavadnih besednih vrst. Kako se vsa ta raznolika znanstveno-raziskovalna prizadevanja med seboj navsezadnje prepletajo in dopolnjujejo, bomo, spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, v pogovoru z dr. Snojem preverjali v tokratnih podobah znanja. Spoštovani gospod Marko Snoj, lepo pozdravljeni, dober dan in seveda iskrene čestitke ob Zoisovi nagradi. Hvala za čestitke, hvala. Kaj je pravzaprav medmet? Medmeti so pravzaprav uradno besedna vrsta, tako kot samostalnik, glagol, pridevnik, zaimek, členek, kateremu je pravzaprav najbližji. A medmet je v resnici nekaj drugega. Njihova osnovna lastnost je, da so samostojni ali pa vsaj so lahko samostojni. En medmet je svoj stavek, lahko je svoja poved, lahko je svoje besedilo. Če rečem av, sem povedal vse. Tako kot mačka, ki reče mjav, je pravzaprav povedala vse. Fonetična struktura medmetov pogosto odstopa od fonetične strukture drugih besed. Medmet ima namreč lahko glasove, ki jih jezik sicer nima. Naprimer, ali pa ali pa, ko posnemam oglašanje koze, rečem me-e-e, z glotalnim zapornikom, ki ga jezik, vsaj slovenščina, nima. Ima ga rožansko narečje, ampak to je drugo. Ta me-e-e lahko poknjižim kot me-ke-ke, ga zamenjam s k-jem, lahko pa ga izpustim in rečem me-e. Recimo, zanimiv medmet, ki posnema smejanje, ha. Ta h, tega slovenščina nima. Mi imamo h, kot mehkonebni zapornik, nimamo pa faringalnega, ki je h, kot ga imajo recimo Nemci. Ne? Ampak nihče ne bo posnemal smejanja, da bo rekel ha. To je zelo, zelo knjižno. Ha. Hi, enako. Nekateri medmeti so verjetno res preživeli iz predčloveških časov, bom rekel. Recimo vzdihljaji, ne? Če rečem to ponavadi zapišem potem kot ker je res hud približek. Ampak vemo, da nekatere druge živali tudi vzdihujejo, psi recimo značilno, oni vzdihujejo kot tako, če so pa nejevoljni, pa na hitro, ne, s prhanjem skozi nos. Hitrejši, ko je ta izdih, večja je stopnja nejevolje. Ampak to je značilno za ljudi in za pse. Jaz sem se pozoril, kako je s tem pri primatih, pri šimpanzih, ne, oni tega ne počnejo. Psi in ljudje to počnemo, ne vem zakaj, smo se drugi od drugega naučili, ali je to ostanek iz prastarih časov, nisem prišel do konca temu vprašanju. No, kakorkoli že, medmeti so pravzaprav ostanek nekega sporazumevalnega sistema, ki je, bi rekel jezikoslovno, iz predfonemskih in predmorfemskih časov. Torej, takrat, ko jezik še ni bil tak, kot je danes, da bi ga sestavljali morfemi in fonemi, tako kot so živalski jeziki, ki tega nimajo. Zdaj, v filogenetskem razvoju je to iz časa izpred 70 000 let, ko se je
začel razvijati jezik današnjega tipa. V ontogenetskem razvoju je pa to iz časa prvega leta otrokovega življenja, preden se razvijata pred mielinizacijo Wernickovega in Brokovega področja v človeških možganih. Torej, v času, ko še ni zadoščeno histološkim pogojem za sporazumevanje z jezikom današnjega tipa. Ob tem vedenju ne gre drugače, kot da sklenemo, da so medmed res vzporeden sistem sporazumevanja, ki gostuje v vsakokratnem jeziku. Medmeti so jezik v jeziku. Fascinantno. Zdi se mi, da pravzaprav historični lingvisti, vedno znova skušate oziroma skušajo prodreti, kolikor je le mogoče daleč v preteklost, ampak saj vemo, pravindoevropski jezik je najbrž bil govorjen pred približno 5000 leti, nekaj takega, za silo smo ga do neke mere rekonstruirali, ampak z medmeti, pa teh 5000 let pustimo za seboj v prahu, Se pa ob tem seveda sprašujem, Eden izmed ključnih uvidov jezikoslovcev je seveda ta, da se besede v času spreminjajo, njihova oblika, njihova zvočna podoba se spremeni, njihov pomen se spremeni. Ampak, doktor Snoj, ali si lahko predstavljamo, da bi se tak medmed, kot je tale av, ki ste ga omenili na začetku najinega pogovora, da bi se njegov pomenski obseg lahko kakorkoli spreminjal v času? Torej, pomen medmeta av je tako primaren, da bi se verjetno težko spremenjal. Pač pa se tako temeljni medmeti sami spreminjajo. To se pravi, mi rečemo av, tako kot Nemci, tako kot Čehi, kot pravzaprav vsi narodi tukaj okrog Nemcev, proti vzhodu. Medtem ko imajo drugi slovanski narodi za to druge medmete, recimo Makedonci rečejo uf. Tako da, kaj je bilo tukaj praslovansko, pravzaprav težko ugotovimo. Gotovo pa ni bil av. Av je verjetno germanski vpliv. Tako da medmeti so podvrženi izposojanju v precejšnji meri. Ti temeljni medmeti pa seveda ne spreminjajo pomenov. Kakšni drugi, širijo pomene. Recimo av potem pomeni tudi ponazarja neke duševne bolečine ali pa bolečine, ki jih utrpi denarnica, tudi pogosto izrazimo za av. To so že neki metonimični ali pa tudi celo metaforični pomenski razvoji, ampak osnovni pa ostane. Še eno vprašanje vam moram zastaviti apropo medmetov, doktor Snoj. Namreč, saj ste nekako že nakazali, ko ste rekli, da ta vzdih, lahko pač v slovenščini recimo standardno zapišemo s črkama O in H. Kako se je pravzaprav razvila ta tradicija zapisovanja različnih medmetov, če so vedno znova to samo približki in splošno dogovorjene konvencije, kako bomo ta ali oni medmet ulovili v črkovni sistem slovenščine, ali imamo več različnih predlogov, možnosti v zgodovini slovenskega jezika, kako takle medmet na vse zadnje potem spraviti na papir? Torej, takih medmetov v starih časih sploh niso kaj dosti spravljali na papir. Medmeti so namreč v osnovi nepismeni divjaki. In namenjeni so govorjenemu in ne pisanemu jeziku. In nekateri so taki divjaki ostali do današnjih dni. Kako naj recimo zapišem medmet, ki ga uporabim, ko me nekaj ostro zaboli in sem to naredil takole, da sem nazaj potegnil zrak v usta skozi zobe, malo je slina zacvrčala, zraven jezik sem imel na zobeh. Tega ne morem zapisati. Ta je dejansko še danes nepismeni. Nekatere divjake smo kultivirali do določene mere. Tak je že omenjeni ta to je pravzaprav zelo daleč stran, ampak nekako smo se sporazumeli, da to rečemo, da zapišemo in ker se tudi včasih izgovori to je pravzaprav drug medmet, ampak ima enako ali pa zelo podoben pomen. Vzemite recimo medmet, kaj se zgodi, ko vas zebe.
brbotamo z ustnicami, ampak tega spet ne moremo zapisati, pač pa zapišemo to na način, da uporabo ustnic zapišemo z B-jem, to tresenje pa zapišemo z R-jem, kajti R je edini vibrant med slovenskimi glasovi in napišemo brr. To je približek, ne? Hkrati pa ta medmet seveda se pomensko razvija, tega ne uporabimo samo, ko rečemo brr, kako je mraz, ampak imamo, recimo poznam citat, brr, skoraj me je objel, ne? Se pravi stud. Izraža stud nad nečim, zato ker je mraz je človeku mrzek. Ne? In tudi sama beseda stud je prvotno pomenila mraz. Spomnite se besede studenec, ne? Studenec ni mrzka, ostudna voda, ampak je mrzla voda. Ne? Fascinantno. Še enega problema bi se dotaknil, povezanega z medmeti. Namreč, ali so si vsi medmeti, če jih analiziramo strogo jezikoslovno, gramatikalno, ali so si vsi medmeti med seboj enaki, ali pa lahko, če jih podvržemo resni analizi, opazimo med njimi tudi razlike. Tako naprimer, kot lahko klasificiramo glagole na dovršne in nedovršne, ali pa na prehodne in neprehodne in podobno. Seveda, medmete delimo na podvrste glede na njihov pomen. Tako danes ločimo v prvi vrsti posnemovalne medmete, kot je recimo hov, ia ali pa fiu, ne, ko nekaj zažvižga po zraku. Potem so ponazoritveni medmeti. Kaj vem, rečemo, čez poletje pa smo horuk zgradili hišo, ne? Dejansko smo ponazorili, kako smo jo na hitro. Ali pa pijanec se je prikazal izza ovinka, ne? Ponazarja, da je nekdo opit. Dalje imamo razpoloženjske medmete, kot so recimo juhu, joj. Njihova podvrsta so vzklični medmeti, to je ta tipični av, katerih izgovor verjetno povzroči skoraj da vegetativno živčevje. Ne? To je tako, zelo na hitro se odzovemo av ali ajs, če nas kaj zaboli oziroma speče. Potem imamo kletvice. Kletvice so medmeti, ki so ponavadi sicer večbesedne pri nas, pa dostikrat izposojene, ampak imamo tudi lepe domače, kot je recimo jebela. Imamo psovke. Te se vedno rekrutirajo iz drugih besednih vrst, zlasti poimenovanja živali in podobno. Imamo mašila. Ne vem, kaj bi povedal, zdaj bom nekaj rekel. Ali pa v pesmih se uporabljajo aj, po zeleni trati. To so mašila in so pravzaprav medmeti. Potem imamo pozivne medmete, če rečem na, ne, vzemi. Ali pa konju rečem hija, ali pa ukažem pst. Spet zelo zanimiva fonetična struktura tega medmeta. Nima vokala, ne, nima samoglasnika. Potem imamo pozdravne medmete, kot so živjo, adijo. Te se rekrutirajo tudi iz raznih besednih zvez ali so sposojeni. Ogromno je sposojenih med pozdravi, tako rekoč vse imamo sposojene. Prevzete, bom rekel raje, ker jih ponavadi ne vračamo. Ne? Sposojene stvari moramo vrniti, če pa prevzamemo, je pa naše. In potem imamo zvalnice, s katerimi pritegnemo pozornost. Recimo na Gorenjskem ejga, na Štajerskem čuj. To so take tipični medmeti. Ja. Tako drobna beseda, pa tako široko problemsko polje. Ni čudno, doktor Znoj, da ste se v dobršnem delu svojega raziskovanja seveda zapisali ravno medmetom, ampak slovenska javnost vas seveda v prvi vrsti pozna kot etimologa par excellence. In tule se seveda sprašujem, ne? To je vse zelo fascinantno, ne? Kako so, kot sem omenil na začetku, ne, potovale besede, odkot so prišle, kakšni so njihovi prvotni pomeni, kako jih lahko rekonstruiramo in tako naprej. Ne? Ampak, če pač se pomeni besed nenehoma spreminjajo skozi čas, skozi stoletja, če
pomenijo danes nekaj drugega, kakor so pa pomenile našim pradedom in prababicam, ne? Ali je zares pomembno, da vemo, kaj so pomenile včasih? Kaj ne bi mogli reči, da je zares pomembno, kakšen pomenski obseg imajo danes? Pač, to so vendarle besede, s katerimi rokujemo mi in nihče drug. Zakaj je vendarle treba tej historični dimenziji pomenskega povzenja besed skozi čas nameniti znanstveno-raziskovalno pozornost? Torej, to ni samo znanstvena radovednost, ampak so prav uporabne stvari lahko pridejo iz tega ven. Kar zadeva tega, ali je vseeno, kaj so besede nekdaj pomenile in zlasti, kaj so prvotno pomenile ob svojem nastanku, bom odgovoril takole. Rojen sem v Tacnu, oziroma mladost se preživela v Tacnu, pod Šmarno goro, in tam je zraven teče reka Sava. In če sem jaz svoji stari materi, ki je bila rojena 1892. leta, rekel, da je kaj vseeno, mi je v narečju odgovorila: če bi bilo vseeno, bi bila Šmarna gora žganc, Sava pa mlek, pa bi se usedli pa jedli. Tako da nič ni vseeno, ne. Sploh pa ni zgodovina nekaj, kar bi bilo kar vseeno. Kdor zgodovine ne pozna, vemo, je obsojen na to, da jo bo moral ponavljati, pri čemer se mu bo prvič vrnila kot farsa in drugič kot tragedija. Zato je nujno poznati zgodovino in predzgodovino besed in njihov prvotni pomen. Na tak način namreč odkrivamo duhovni in materialni svet naših prednikov, tudi tistih, od katerih nam je ostalo morda le kakšno grobišče ali pa še to ne. Na ta način vemo, kdo smo. Nismo namreč potomci samo svojih genskih prednikov, temveč predvsem potomci svojih jezikovnih prednikov. Mnogi med nami vemo, da so naši geni prišli tudi od drugod, vendar se ne čutimo zavezane pripadnosti tistim narodom, temveč temu, katerega jezik govorimo. Smo dediči slovenščine. In slovenščina ima mnogo takih posebnosti, etimoloških, recimo glagol marati. Kaj pomeni glagol marati? Danes to pomeni skoraj ljubiti, ne? Nekaj imam rad, maram, ne? Skoraj ljubim, ampak do ljubezni smo še daleč, ne? Ampak ta glagol je izpeljan iz glagola moči moram. Moči moram pa pomeni biti sposoben. Se pravi, da skoraj ljubiti so naši predniki razumeli kot biti sposoben kaj storiti. Marati pomeni biti sposoben kaj storiti. Zamislite si dogovorjene poroke, ne? Kjer sta bila ženi in nevesta vprašana, ali maraš tega, ne ali ga ljubiš. Ne ljubiš z ljejem in ujem in bejem, ki nakazuje poljub, ne, ampak ali ga mara, ali si sposoben s tem človekom. To sta bila verjetno vprašana in sta rekla, ja, bi šlo, ne, moram, maram. In smo konec koncev tudi genski potomci takih ljudi, ki so se med sabo marali, ne. Ali so se potem vzljubili, je druga stvar, ampak na začetku so se recimo bolj marali. Dalje, če vzamem primer iz naših vodnih imen. Če bi občinski možje, verjetno v Komendi ali kje, pravočasno pogledali v etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, bi ozemlje preblizu potoka Pšata ostalo nezazidljivo. In danes tam ne bi imeli toliko škode. Ime Pšata, ki je nastalo iz pišata, je namreč prvotno pomenilo tista, ki hitro in silovito naraste. Na prvi pogled čisto neškodljiv potoček je svoje ime nazadnje upravičil 4. avgusta letos. Zdaj, imena, lastna imena. Nekatera lastna imena, še posebej krajevna imena in priimki, so za etimologa še posebej trdi orehi in izzivi. Zakaj? Zato, ker nimajo leksikalnega pomena. Mi ne vemo, kaj ta beseda pomeni. Ne? In nam manjka en del. Mi vemo samo, kako izgleda, ne pa kaj pomeni. Ko pridemo do njenega prvotnega pomena, kot pridemo pri Pšati, smo ugotovili etimologijo. Nam ni treba nič več izvedeti, vse smo izvedeli. Ampak to je tako široka tema, da se je pravzaprav danes tukaj ne moreva niti dotakniti. Imenoslovje, torej etimologija imenskega gradiva, priimkov,
o tem je napisana kopica knjig in člankov. Res pa je, da je v zadnjem času kar en lep kupček teh knjig napisanih na tak način, da ni ničemur podobno, ker ljudje, ki se s tem ukvarjajo, milo rečeno, nimajo pojma o stvari. Ampak pišejo in potem se prodaja in se veste, kakšen je današnji svet. Ja, pravo znanje je seveda ne samo nekaj napapirkovanega, ampak nekaj pridihanega, nekaj razumljenega in ravno v tem kontekstu razumevanja, ne, seveda, doktor Snoj, mislim, da ste to že nakazali, ne. Se mi zdi, da hočete reči, da pač, če poznamo etimološka ozadja, ne nujno zdaj krajevnih imen, čeprav včasih tudi to pride prav, ne? Ampak predvsem seveda besed, ki jih imamo vsak dan na ustnicah, ne? Da če vemo, kakšne so plasti, ki so pokopane pod tistim prvim pomenom, ki se nam prižge v glavi, ko neko besedo izrečemo, da smo lahko pravzaprav veliko bolj precizni, natančni, pretanjeni govorci in govorke slovenskega jezika, kaj ne? Gotovo je to tako, seveda. Vedno, ko imamo vpogled v zgodovinsko perspektivo, česarkoli, ne, vedno lahko bolj tehtno govorimo, če imamo neko tako ozadje. Če živimo samo za današnji čas, ne, vemo samo, kaj vem, beseda okno danes pomeni, ne, pomeni nam odprtina, skozi katero prihaja zrak, svetloba in podobno. Mogoče bo kdo še povezal z računalniškim operacijskim sistemom in smo tam, ne. Da je pa okno nekoč pomenilo, da je to tvorjenka, izpeljanka pravzaprav iz besede oko, ne, da je to oko hiše, ne, je pa kar zanimivo dejstvo. In zanimivo je tudi, da so Skandinavci na podoben način poimenovali okno windowga, ne, ki je potem prevzet v staro angleščino. Današnja angleška beseda window je pač prevzeta iz severnogermanskih jezikov, prek Vikingi so to prinesli in to pomeni oko vetra. Oni so videli, da je tam veter noter pogledal v hišo. Ne, wind in auge, ker je germanska beseda za oko. Ne morem se vas naveličati poslušati takole, doktor Snoj, ne, ampak ura naju nezadržno priganja naprej, ne. In bi besedo ali dve vendarle, preden skleneva najin današnji pogovor, namenil seveda še vašemu raziskovalnemu delu apropo besedišča, ki ga je v sredini 18. stoletja uporabljal Marko Puhlin, ne? Se pravi, eden začetnikov vaše stroke, ne? Na slovenskem, ne? In se seveda sprašujem, zdaj, veliko smo v zadnjih desetletjih, seveda, pa tudi še prej, ne, govorili o slovenščini, kakršno lahko razbiramo iz del naših protestantov, iz Trubarja Bohoriča, Dalmatina, jasno, ne. Potem je sledi ta tako imenovani temni vek, ne, slovenskega pismenskega ustvarjanja, ne. Potem pa seveda ob koncu 18. stoletja s Zoisovim krogom, s Linhartom, Vodnikom, ne, nenadoma slovenski jezik ponovno pride v javno pisno uporabo in od tu naprej zgodbo nekako poznamo, ne. Ampak to 18. stoletje, ne, se začenja recimo ravno s Puhlinom pa Devom, ne. Kaj iz njune slovenščine lahko izvemo o našem jeziku, česar ne moremo izvedeti iz teh poglavij, ki pač jih imamo bolje pred očmi? Glejte, Puhlina so nekako zanemarjali vedno. Imeli so ga za naduteža, ki naj bi bil pol izobražen in tako naprej. Vse to smo poslušali od Kopitarja dalje. Jaz mislim, da je skrajni čas, da smo Puhlina rehabilitirali. Puhlin ima čudovite stvari, ki so jih njegovi sodobniki in kasnejši jezikoslovci spregledali pa zanalašč, ker ga enostavno niso marali Puhlina. Bil je verjetno zelo zoprna osebnost, hvala Bogu, da ga ne poznam. No, nadut je bil gotovo, to se vidi iz njegovih predgovorov. Ampak nič hudega, gledajte, to je zdaj že toliko let v grobu, da mu to lahko oprostimo. Mnogo njegovega besedja imamo mi danes v današnjem knjižnem jeziku, mnogo besed, ki si jih je on izmislil. Ampak niso prišle direktno, niso prišle neposredno
v knjižni jezik iz Pohlina, temveč jih je iz Pohlinovega slovarja prepisal nekoliko mlajši Ožbalt Gucman. In Gucmanov slovar so pa slovenski pisci zelo dobro sprejeli. In od tam so prepisovali tudi Pohlinove stvari, ne vedoč, da so Pohlinove. Taka je recimo beseda gledališče. In takih besed bi lahko bilo še mnogo več, ampak jih bodisi Gucman ni sprejel, bodisi da se tudi niso uvrstile iz drugih razlogov. Ena takih besed, za katero mi je zelo žal, je epatka. Epatka je pri Pohlinu beseda, ki pomeni indijski orešek. Mi imamo danes dvobesedno zvezo, poleg tega si mislimo, da naši predniki sploh niso poznali tega oreška. Ne, epatka je bila v 18. stoletju, ampak žal pozabljena beseda. Dalje. Pohlin je bil zelo občutljiv za ženska poimenovanja, za feminative. Če je bilo le mogoče, je ob vsakem samostalniku moškega spola napisal tudi, kako je ženska taka. No, recimo zidarica, ne, je ne žena zidarja, ampak tista, ki zida. Dalje ima recimo poročnica. Poročnica je ženska, ki ukazuje deklam, hlapcem pač na nekem posestvu za to zadolžena. Ima seveda tudi poročnika, če je ta, ki ukazuje moški, je poročnik, če je ženska, je poročnica. Ima recimo sinkinja. Sinkinja je vnukinja po sinovi strani. Beseda je žal zamrla. Ampak to so čudoviti feminativi iz 18. stoletja in jaz se čudim našim feministom in feministkam, da jih še niso našli in pač potegnili na plano iz naftalina, kot bi bilo treba narediti. Dalje ima glagole, ki so bili takrat verjetno zelo uporabni, danes nekoliko manj, ampak recimo bodati. Bodati njemu pomeni skušati vdeti nit v šivanko. To je, mislim, res zelo ozko specialen glagol, ki je bil v rabi v 18. stoletju in verjetno še kasneje. Danes se pač imamo očala in podobno, takrat je bilo to res težje, če si bil nekoliko starejši, da si vdel nit v šivanko. No, kar so pa zares biseri v Pohlinu, tisti biseri so pa vedno zelo skriti. Ne? Jaz se že 40 let že več ukvarjam s Pohlinom oziroma uporabljam njegova dela pri etimologiji in marsikaj mi je bilo zelo, zelo temnega. Nisem znal ugotoviti, kaj bi ta beseda pomenila. Zato se je bilo treba lotiti slovarja. Če bi napisal znanstveno razpravo, kakršnih je že kar nekaj, tisto se osrediniš na en problem ali dva, ali pa na široko pogledaš, pa spet ni nič od tega. Zdaj pa imamo slovar v knjižni obliki na spletu, na Franu, vsakdo si lahko z enim klikom pravzaprav pride do tega, kako se je indijskim oreškom reklo v 18. stoletju. Ampak tisto, kar so res tisti biserčki, ne? Na enega bi opozoril in to je beseda štula. Besedo štula Pohlin navaja v dveh pomenih. Prvi pravi, da je to izbočeni del klobuka oziroma visok klobuk. To poznamo tudi iz drugih virov. Besedo namreč navaja samo v kranjsko-nemško-latinskem slovarju. V drugem pomenu pa pravi, da je istega pomena kot nemška beseda mutterspitz in istega kot latinska cuneus vulve. Zdaj, jaz znam nemško in latinsko, takoj vidim, kaj je zloženka mutterspitz. Muta je mati, špic je konica, ne? Ampak kaj bi bilo? Ne vem kaj. Cuneus vulve, cuneus je klin, vulve je rodilni kot vulva, kar pomeni žensko spolovilo. Ampak kaj bi to v resnici bilo? In potem sem pravzaprav skoraj da po naključju našel v neki babiški knjigi, nemški iz 18. stoletja, kjer je opisana uporaba priprave mutterspitz. In to je tisto, čemur danes ginekologi rečejo spekul. To se pravi priprava za razširjanje vulve na navoj, da se razširi. In to so babice uporabljale v določenih primerih, ko so pomagale pri rojstvu, pri rojevanju. Zakaj je ta pomen tako zelo pomemben? Zato, ker se nam šele zdaj pojasni, kaj pomeni naš glagol štuliti. Štuliti pomeni ustavljati nekaj na tesno nekam, kamor ne spada. Tako so pač naše prednice
razumele, to pa res ne spada tja. Ne? In to je bilo štuliti, vstavljati nekaj težko. In danes, ko se nekdo nekam štuli, ne, dejansko gre se štuli tja, kjer mu ni mesta. Dr. Marko Snoj, najlepša hvala seveda za tale pogovor in za vsa pojasnila. Hvala za povabilo. Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! Podobe znanja. S tem smo prišli do konca tokratnih podob znanja. Gost pred mikrofonom je bil akademik dr. Marko Snoj. Oddajo sem pripravil in vodil Goran Dekliva.